Na naši ekološki kmetiji Vila Natura smo začeli leta 2016 ekološko kmetovati. Najprej je to bilo kmetovanje na približno 20-25 hektarjih, danes se naše kmetovanje razteza na približno 90 hektarjih. Vse so njivske površine, smo specializirani za pridelavo poljščin in pa oljnic. Vsako leto se na naših njivah zvrsti približno 12 do 15 različnih poljščin. Nekaj prostora oziroma nekaj poljščin pa vsako leto namenimo tudi ozelenitvam, kar pomeni deteljam, drugim zimskim ozelenitvam, katere nam bogatijo seveda tudi tla. Zelo pomembno se nam to zdi, prav ta segment v samem ekološkem kmetovanju, da zadostimo dejansko potrebe po organskih hranilih, po dušiku, prav z temi vmesnimi posevki ali pa posevki, katere pustimo tudi 2 ali 3 leta na njivskih površinah. To so seveda detelje, katere nam bogatijo tla z dušikom in ostalo organsko maso. V jeseni oziroma v poletnih mesecih posejemo na naših njivskih površinah po spravilu žit, mešanice, katere jaz sam zmešam, približno 5 do 10 različnih žit, oljnic, raznih strničnih posevkov, kot so bela gorjušica, lucerna, oljna redkev in pa seveda, kot sem že rekel, žita in pa tudi določene oljnice stavimo v to mešanico. Te mešanice nam seveda zrastejo in nam dajo ogromno organske mase, katera zopet se pretopi v humus in s tem bogatimo naša tla. Na naših kmetiji ekološki nimamo živinoreje, zato si z temi vmesnimi posevki in pa tudi z vsemi strničnimi posevki, katere požanjamo, pustimo vse žetvene ostanke na njivi, s tem bogatimo tla. Vidimo, da so prisotne, kar je ena izmed najbolj pomembnih živali v naših tleh. Sodelovanje z partnerskimi kmetijami poteka v smislu dobave semena, očiščenega semena, katerega mi seveda očistimo kot semenski material. Se dogovarjamo, katere poljščine so nam aktualne, saj mi sami vemo tudi, kaj na tržišču je bolj iskano, so določeni trendi, ki so iz leta v leto, se tudi spreminjamo, zato pač na nek način balansiramo z temi kmetijami, da se dogovarjamo glede same setve, kaj naj kdo poseje, da ni nečesa preveč, nečesa premalo. Značilnost naše kmetije pri sami pridelavi poljščin je tudi to, da se ukvarjamo z starimi žiti, to so enozrnica, dvozrnica, pira, kot je že dokaj spromovirana, ampak nekako je meni bilo nekako v začetku zelo en velik izziv, da spromoviramo tudi enozrnico, ki je ena izmed najbolj kvalitetnih žit, mogoče premalo poznana. Moram reči, da smo potrebovali približno 5 do 6 let, da smo prišli na en nivo te prodaje. Iz leta v leto povečujemo setev enozrnice. To je najstarejše žito, podobno kot pira, je tudi v ovoju in jo je potrebno pred samo obdelavo oluščiti in seveda tudi očistiti in potem gre v samo predelavo. Smo v obratu v Murski Soboti, tukaj smo preselili večji del naše proizvodnje, kar se tiče čiščenja žit, luščenja, mletja in pakiranja ter seveda distribucija. Skupaj nas je tukaj zaposlenih 9 sodelavcev, občasno še najamemo delovno silo v obliki študentskega dela. Tukaj čistimo, imamo silose za skladiščenje žit, meljemo in pa seveda potem pakiramo v večje embalaže, v manjše embalaže. Pakirna linija, katero smo danes dejansko videli delovanje, ima zmogljivost približno med 15 pa 20 vrečk na minuto, kar nam trenutno zadostuje, oziroma so še proste kapacitete. Prodaja pa poteka tudi tu na domu v Vučji vasi? Ja, v Vučji vasi imamo registrirano prodajalno, kjer pač lahko ob določenem času pridejo tudi kupci
in seveda potem tudi pri nas tudi kupijo. Drugače se poslužujemo še drugih prodajnih kanalov oziroma sodelujemo ogromno z šolami in vrtci. To nam je v zadnjem letu, v zadnjih 2 letih dejansko nekako prioriteta. Se smatramo, da je ta hrana ena izmed najbolj pomembnih prav v tem obdobju odraščanja otrok, nekje do 20. leta. Jaz rečem, da je ena izmed najbolj pomembnih dejavnikov. Potem sodelujemo z pekarnami, katere tudi pečejo seveda kruh v šole in vrtce, potem ostale trgovine in pa imamo tudi internetno prodajo, tako da lahko naši kupci, naše stranke tudi preko interneta, preko naše prodajalne v internetu poklikajo izdelke in jim seveda mi to potem tudi pošljemo. Kakšni pa so vaši cilji? Danes smo dejansko zastopani v večjem delu slovenskih trgovin. Vemo pa, da potrošnik danes je vedno bolj ozaveščen, vedno več išče dejansko izdelkov, kateri so pridelani na ekološki način. Zato bi ob tej priliki apeliral oziroma povabil vse kmete, kateri so v dvomih, ali pa kateri že dalj časa razmišljajo, da bi preusmerili svojo kmetijo v ekološko, da se pridružijo, kajti v svetu, kot vidim, je edino ta trend, ki je v porastu, ki ima veljavo in pa seveda, kateri je pravi način tudi kmetovanja. Mi smo vinogradniška kmetija, jaz sem Radovan Šuman, kmet na Zavrhu, imamo 7 hektarov vinogradov in kmetujem na ekološki biodinamičen način. Kaj biodinamika za mene pomeni? Biodinamika je celosten pristop k kmetijstvu in zdaj, ko govorimo o celostnem pristopu, v bistvu ni to samo kmetijstvo kot tako, ampak je tudi gledanje na soživljenje, katerega samo del je kmetijstvo. In osnovno, praktično, mi na bolezni ne gledamo iz simptomatskega vidika. Se pravi, da bi se vprašali, kaj pa uporabiti, da bolezen, ki je v bistvu samo vzrok porušenega ravnovesja, katero snov uporabiti, da se znebimo simptoma. V vseh primerih je bolezen, se pravi vzrok porušenega ravnovesja in je pokazatelj, kaj je narobe z našim ravnovesjem. To je, da si odgovorimo na vprašanje, zakaj bi sploh nekdo hotel kmetovati na taki način. Se pravi, s tem zavedanjem, da vemo, da če tudi prihaja do bolezni, do škodljivcev, da ne posegamo po snoveh, ki jih narava ni ustvarila, se pravi po pesticidih, po nekih strupih. S tem, ko vplivamo na to bolezen, si tudi zastrupimo hrano. Kar je drugi, materialni vidik je, da sami rastlini odvzamemo možnost, da sama ustvarja lastne alkaloide, ki se borijo proti vdirajočim hifam, gliv oziroma sesajočih žuželk in tako dalje. In pol posledično bi bilo neumno od nas pričakovati, da bomo te snovi lahko v naši hrani najdli, če rastlina seveda ni imela tega dražljaja. In zato moja metoda kmetijstva temelji na ustvarjanju rodovitnosti tal. Ne vplivamo na bolezni, ampak v bistvu sodelujemo z rastlinami in sodelujemo z procesi, ki so v naših vinogradih. V ta namen uporabljamo snovi, seveda škropimo, ampak uporabljamo snovi, ki so popolnoma neškodljive za naravo, kot sem omenil, spodbujajo določene procese, krepilne in tako dalje. In v ta namen uporabljamo ali eterična olja, razne tinkture, gline in komaj takrat si posledično lahko privoščimo, da v naših vinogradih, ki so zaprti ekosistemi, v katerih vinska trta ni kot monokultura, ampak je spremljana z ogromno drugih rastlin, sadnim, gozdnim drevem in podobno. In zaradi tega škropljenja si pa lahko posebej privoščimo, da v naših vinogradih živijo živali, poleg divjih še tudi domače živali, kot so drobnica, čebele in perutnina. In vse to nam komaj takrat prinese dodatno sinergijo, da z visokimi nastili, ki jih dobimo v
tam, kjer se pol drobnica nahaja, ne, da dobimo eno izmed pomembnih surovin za delanje komposta. Se pravi, ovčke pol non-stop skrbijo, da je, bom rekel, med tlemi in med samo rastlino non-stop zračnost, ne. Če gledamo čisto iz tehničnega vidika, ne, trta energijo, ki jo porabi za mladike, ki jih vinogradnik cirka 2-krat na leto more opleti po deblu, ne, to opravilo za nas sploh ne obstaja, to vse opravijo ovce, ne, in v bistvu vso to energijo, ki bi jo rastlina potrošila za rast teh mladik, zdaj ona, bom rekel, preusmeri v gor, ne. In čebele, ne, marsikdo misli, da so čebele zaradi opraševanja, ja, je pomemben del tega, ne, ampak pri samem vinogradništvu je zanimivo, čebela kot taka, ona vedno, ko pride na cvet, ona zaradi vzhičenosti, ali kako se naj izrazim, pusti na vsakem cvetu, na vse posod, kjer obišče, pusti malenkost apitoksina, ne. Se pravi, ta čebelji strup, ki v človeški medicini deluje protivnetno, protibakterijsko in tako dalje, ima popoln enak učinek tudi na rastlini, ne. In konkretno pri meni, ker seveda pol mojega pristopa, filozofije v kleti ne spreminjam, delamo vino popolnoma brez žvepla in brez vseh ostalih, bom rekel, snovi, ki jih poznamo v klasičnem tehnologiji kletarjenja, je to zelo pomemben dejavnik čebele v samem vinogradništvu. In bolj pomembno kot vso znanje je odločitev, kaj želimo delati, kaj je za tebe kvaliteta. Za mene kvaliteta ni barva, vonj in okus vina, ampak je tudi, kako bo na tebe to drugi dan vplivalo in kaj sem za sabo zapustil, ko sem to prideloval. Jaz, če ne bi ene flaše prodal, recimo, ne, jaz lahko za 0 kmetujem. Jaz ne vem čisto nič. En izmed, bom rekel, ciljev biodinamike je, da je kmetija kot zaokrožena celota. Se pravi, na kmetijo gledamo kot na organizem, ne, in jasno, organizem deluje, če ima vse organe, ne. Vse škropiva oziroma vsa snovi, ki jih potrebujem za kmetovanje, si pridelam sam na kmetiji, ne. Dobro, nafto, elektriko, ne moramo zanikati časa in prostora, v katerem živimo, ne, ampak večinoma surovin, ki jih rabim za kmetovanje, si pridelam sam in imam pridelke iste kot v konvencionali, oziroma si upam trditi, da imam celo večje pridelke kot v konvencionalnem smislu, zaradi tega, ker na enoto površine jaz nimam samo vinograda, imam še sadovnjak, imam še zelišča, imam še drobnico in imam še čebele. Tako da imam ×3, ×4. Kakšne sorte prevladujejo na vašem območju? V bistvu imamo popolnoma, bom rekel, te znane svetovne sorte, ki so za ekološko pridelavo dokaj zahtevne, se pravi zahtevne po komentarjih konvencionalnih pridelovalcev, ampak čisto normalno kmetujemo. In to so Chardonnay, sivi pinot, rumeni muškat, sauvignon, renski rizling, laški rizling, se pravi moder pinot. In to v bistvu imamo na 7 hektarjih. Odkar pijem od Radota vino, od šamana Radota vino, pojem 50% manj tablet. Nič ne izmela tablet, jaz sem te rekel. Recimo vinogradniki imajo problem sušenja peclevine, ne? To je pomanjkanje magnezija, dostikrat, ne? In v bistvu ti lahko take mikroelemente ali pa tudi makroelemente, če govorimo o kaliju ali pa kaj takega, ne, lahko skozi hrano, skozi ovce vneseš na neko določeno enoto površine, ne. In dejansko rastlina pol dobi neki element, točno v taki obliki, kot ga je pol lahko sprejme, ne. Se pravi, ni v neki vodotopni mineralni obliki, ki v končni fazi niti ni dosegljiv rastlini, ne. In skozi ovce pol lahko to točno določeno stvar ciljno neseš, ne. In kar je tudi zanimivo, ne, so živali na nek način naravni laboratorij, ne. Recimo opažam, ne, na tistih legah, ko ne raste recimo divji šipek, ne, to se pravi mangan, selen, ne, tam mi živali, in tam ga tudi v zemlji primanjkuje, ne, tam živali po zimi, ko jim šipek dam za jest, ga vzamejo. Tukaj, ki pa imam
selena v zemlji zadosti, tukaj pa sploh ne kažejo interesa za šipek, ko jih po zimi hranim. Se pravi, točno žival ti že pove, kaj zemlja rabi, ne? Ker njej to manjka. In to je zelo zanimivo, v bistvu, ja, narava ima vsa odgovore na vsa vprašanja. V vinogradih imamo tudi, poleg vseh teh živali, imamo take zaščitene cone, ker drobnica pol ne more zraven priti in tu noter pol raste, vsaj jaz sem umetno posadil 200 različnih zelišč, ne, in drugih rastlin, tako da v bistvu cveti od zgodnje pomladi pa do pozne jeseni, pol pa tudi pustimo to travo, se pravi vse te rastline, nepokošene in ta čas, ta kos čistimo nekje na vsaki 2 leti samo, ne. Zanimivo je, da vse stranke, ki jih danes imamo, niti ene nismo poiskali sami. V bistvu vse so najdle nas. Želel bi si konkurenco, pa ne samo zaradi komercialnega vidika, iz vidika kmetovanja, verjamte mi, je dosti boljše, če je tvoj sosed ekološki kmet, kot pa da je konvencionalni kmet. Da vam povem na nekaj primerih, pred leti, ko smo naseljevali različne vrste čmrljev, se pravi divjih čebel, je zanimivo, da ko so, bom rekel, ti čmrlji malo začeli letati in zapuščati, se pravi tudi naše vinograde, da dostikrat, takrat, ko je sosed škropil, se niti en več ni vrnil, ne. In iz tega vidika bi se želel, da bi bili vsi ekološki, bi še lažje bi kmetoval, kot danes kmetujem, zato ker bi celi ekosistem boljše deloval. In po drugi strani, z komercialnega vidika, pa je tudi boljše, če je kritična masa ponudnikov na neki enoti površine večja, kot jaz sam, Zdaj k meni prihajajo tujci, pač trgovci, ki pridejo zaradi mene, ampak če bi pa gledali iz vidika, se pravi, mikroprodaje, iz vidika, bom rekel, prodaje na domu ali pa tega turističnega vidika, je pa, se pravi, konkurenca spet dobrodošla, ker tudi tukaj, če je kritična masa ponudnikov na neki poti zadosti velika, se bojo ti obiskovalci bolj odločili, kot pa da bojo šli samo na eno točko, nekam ciljno. Pomembna je tudi točka, lokacija kmetije pri vas. Ja, mi tukaj v Zavrhu sicer imamo ta, bom rekel, završko jedro, na katerem je ta razgledni stolp, Maistrov stolp, poleg njega imamo to spominsko sobo Rudolfa Maistra, tako da je to kar zanimiva turistična destinacija za kakšne izletnike in ja, to se pravi, kako ponudbo na kmetijah, se pravi, taka destinacija kar dopolnjuje. Ja, lepo pozdravljeni na ekološki kmetiji Podgrajšek iz Čerešnica pri Slovenski Bistrici. Z ekološkim kmetijstvom se ukvarjamo že od leta 2002. Takrat smo tudi pridobili certifikat, oziroma prehodno obdobje, potem pa certifikat, tako da zdaj pa že cirka 18 let, že 19 leto teče, da pridelujemo celotna kmetija na ekološki način. Glavnina, bi rekel, je in tudi največja proizvodnja je sadja, zraven pa tudi še poljščine. Sadja je 7 hektarjev, poljščin pa nekje 18 hektarjev, tako da skupaj nekje 24 hektarjev obdelujemo. Poti so nanesle, da smo šli v lastno predelavo, sok, kis, suho sadje nam naredijo usluge druge. 2006-2007 smo začeli tudi s trženjem, prvo na domači trgovini, potem trgovince, tako da zdaj se je stvar razširila na, bi rekel, po celotni Sloveniji, od specializiranih trgovin, javni zavodi, tržnice, tako da nekje pokrivamo te tržne niše. Stvar bi povedal, da se širi, kar je zelo pozitivno, tudi ljudje, bom rekel, se zavedajo te lokalne, ekološke hrane, čeprav lokalna, vemo, da
ljudje, bom tako povedal, zaupanje je tisto, ki je po tem najbolj pomembno. No? In nam ljudem, bom rekel, so zaupali in smo zelo zadovoljni, da se tudi redne stranke vračajo. Plus, da prihajajo tudi nove stranke. Ja, jaz veliko prodajam na teh tržnicah. Ena je v Slovenski Bistrici pri gradu, sicer je tam vse splošno prodaja, torej konvencionalna in pa tudi ekološka tržnica. No. V bistvu smo to eni izmed redkih, ampak vseeno tam dajo ljudje veliko poudarka na to lokalno hrano. No. Pridejo tja v bistvu tedenski nakup pravijo in pravijo, da drugih trgovin sploh ne potrebujejo. Razen tega pa smo tudi tedensko v Evroparku na tržnici, tam pa je samo ekološka, torej samo ekološki pridelovalci. Trudijo se, da je tudi tam pestra izbira, da najdeš torej od sadja do žit, kar imamo mi, in pa druga ponudba, zelenjava in podobno. In moram reči, ja, veliko je teh strank, ki nam zaupajo, hodijo torej že več let k nam, so pa tudi nove, ki se pač tudi hočejo prepričati, nas včasih obiščajo tudi na domači kmetiji, no, in preverijo, kakšno imamo ponudbo, pa da vidijo, da je to res naše, pa je vse tukaj zraslo. No. Če se pa največ kupujejo? Največ seveda jabolk, kar je tudi naša primarna panoga, kot je že prej povedal. Potem pa tudi suho sadje, sokovi, tudi pa ostale žitarice, pira, seveda poznamo, da naj bi bila med zdravilnimi, oziroma bolj zdrava, ajda pa podobna. Kako pa poteka prodaja v javne zavode? Seveda vemo, da bi naj bilo, mislim, da že 10%, 15 že, ne? Ampak če pač mi to pač malo potegnemo skupaj, pol vemo, da mislim, da je daleč od resnice. Ne? So pa eni določeni zavodi, ki pa zelo dobro sodelujemo z njimi, bom rekel, da tudi navdušeni, da je res to prišlo do tega, do čim določeni zavodi, pa ne vem, kako sploh pridejo te hrane, če jo imajo, če nimajo, ampak imam občutek, da mogoče se tukaj začelo zdaj mešati ta izbrana kakovost lokalno, da dejansko pol ne pride več kot eko certifikat tisti toliko pomembno, ampak samo da je lokalno. Tada mislim, da tudi te vodje prehrane, ki so odločeni, ali so zavedeni, ali ne vede zavedeni, da v resnici pač ekološko je ekološko, vemo, da mora biti certifikat od zadaj in je to. No. Tada jaz mislim, da je tu mogoče malo ozaveščenost oziroma informacije mogoče nepravilne ali pa pomanjkljive. Ne. Koliko ljudi vas skrbi za delo? Ja, moram reči, da zdaj smo že praktično 3 skoraj vpeti, ne. Sino smo oba dva doma, ne. Zdaj že hčera ima v bistvu, bi rekel, kot tržnica kar precej že, ne. Pa še tudi tam žena pa ta mala hčera tudi pomaga, tako treba pripraviti pač določeno robo, ne. Seveda, kak bo pa... Študenti pridejo. Ja, seveda, moram pa tudi povedati, da tudi študenti iz univerze prihajajo, ne. Smo tudi mojstrska kmetija, tako da tudi to je nekakšna ta pomoč, ki je zelo dobrodošla, pa mislim, da tudi za nadaljnji razvoj kmetijstva kot takšnega je to zelo dobrodošlo. Ne. Ko smo začeli z ekološkim sadjarstvom, mislim, da je to čisto enostavno, da to ne bo treba nič onega tistega, zdaj pa vidimo dejansko, ne, da ni to tako enostavno. Prvič je bilo enostavno, ker pač seveda pridelek je bil, kakšen še ne bil, smo bili zadovoljni, ne. Potem smo videli, da je problem sama prodaja, potem smo nekako prodajo uredili, pol vidimo, da ni bilo pridelka, ne. Pol pridejo ostale dobležne, tada pomeni, da ta ciklus, ne, tudi podnebne spremembe, ne, povpraševanje, pač to je ta trend, ki se pač pojavlja, ne, in zmeraj se bojo pojavljali problemi, mi bomo pač sproti reševati, ne, od pozebe, od toče, letošnjo leto imamo namen narediti tudi reševanje. Sadovnjaki so vsi pokriti s protitočno mrežo, ne, na začetku tudi ni bilo nič, pa ni bilo dobenega problema, pol je bo 2-krat zaporedoma toča, non-stop smo v tem ciklusu, bi rekel, ne, ampak to pa zahteva in čas, in denar, in voljo tudi, ne, tako da upajmo pa, da bo pač, da so mladi od zadaj in da bojo nadaljevali to pot, ne, ker v bistvu je kmetija, jaz pravim, to je dolgoročni razvoj, ne, to ni čez noč, to ni firma, ki jo postaviš, narediš en komad, 1000 komadov pa lahko menjaš, na kmetiji tega žal ni, ne. Ko posadiš, veš, da boš imel jabolka vsaj 15 let. Zakaj prisegate na eko? Zakaj prisegamo? Zdaj ne bom se vračal preveč nazaj, ne, ampak
oče pa mati sta dejansko prehitro umrla, jaz pravim, ne. Zdaj, kaj je bila posledica tega, ali je bil to način življenja, ali je bilo to takrat, to je zgodba, ki je mogoče za druge stvari. Jaz sem pač videl to neko vizijo v tem in sem v bistvu verjamem v ekološko, ker mislim, da vsi vemo, ne, da določene hrane je preveč, ne, in česa je preveč, ljudje ne znajo ceniti in tudi opažamo pri strankah, ne, če vidimo, da je to malo dražje, pa da priznaš, da je tako, so ljudje znajo bolj ceniti in verjame in tudi pravijo na dolgi rok, da tudi dejansko oni vidijo, da je to, njim več to pomeni, ne. Tudi ne pretiravajo, bi rekel, z določene stvari, tako da jej lokalno, da bom rekel, eko, zdravo in vse skupaj bo idealno. Jaz bi lepo pozdravil, danes smo na ekološki kmetiji Kocbek, spodnji Voličine 110, blizu centra Voličine se nahajamo. Z sadjarstvom, začel sem se ukvarjati z kmetijstvom pred 16 letami, takrat sem vzel en starejši sadovnjak, takrat je bila tudi integrirana predelava v tem sadovnjaku. To je bil moj začetek samostojnega kmetovanja. Potem pa sem nekako vse skozi povečeval svojo kmetijo in jo tudi danes preusmeril v celoti v ekološko. Trenutno pa obdelujem skoraj 23 hektarov zemlje, je zelo mešana kmetija. Glavna dejavnost na kmetiji mi še vseeno nekako predstavlja sadjarstvo. 2 hektara je sadovnjaka jabolk, 5 hektarov obdelujemo cepljenih orehov, 4 hektare nekje pašnikov, potem je še 3 hektare nekje travnikov, blizu 10 hektarov pa je njiv. Pred 3 leti sem se isto odločil, da je nuja na ekološki kmetiji tudi neka živina. Zato sem tudi šel v nabavo goveje živine. Takrat sem z ljubljanskega barja pripeljal 5 telic Charolais pasme, so 100% pasemske, tako da tudi pač vidim v tem, da nekako je nujno potrebno, da je na neki kmetiji, ki je ekološka, tudi so neka domača ekološka gnojila, hlevski gnoj, ki mislim, da je nujno potreben, tako da skrbim, da je tega gnoja na kmetiji nekako čim več. Krave so čez zimo na globoke nastile. Tudi imam sezonski prepust, tako da 1. junija do 10. junija jim dam zraven plemenskega bika. Pred 7 letami sem se odločil svojo kmetijo preusmeriti postopoma v ekološko. Takrat sem nekako začel tipati in sem šel z prvimi površinami, njivami v ekološko pridelavo. Potem pa sem nekako počasi tudi z živinorejo, potem tudi z travnikami, z vsemi. Zdaj trenutno pa še smo 2 leta nazaj pa smo šli tudi z sadovnjakom, z jablanami v ekološko sadjarstvo, tako da še 1 leto potem pa tudi imamo ekološki certifikat tudi pri jablane. Trenutno se nahajamo isto v sadovnjaku. Sadovnjak je bil posajen leta 2008, je v izmeri hektara pa pol. Trenutno smo začeli izvajati že zimsko rez. V letošnjem letu mislim, da kar zelo dobro kaže, kar se tiče cvetnih brstov, cvetnih nastavkov. Tako da pač se pričakuje, da bi letos tudi mogel biti tudi neki ta pravi pridelek. Trenutno v tem sadovnjaku so 4 sorte, nekaj je Elstara, prevladuje Gala in Jonagold, 500 dreves pa še tudi Zlatega delišesa. Ekološko seveda. Ja,
Zdaj smo v preusmeritvi v ekološko pridelavo v drugo leto, tako da še letošnjo leto nimamo certifikata za ekološko pridelavo, z letom 2021 potem pa tudi bomo pridobili ekološki certifikat, tako da bo tudi potem trženje bolj zanimivo. Znanja na kmetiji res ni nikoli preveč, sam se pač udeležujem vseh predavanj, ki jih pač zasledim. Sam pa sem tudi diplomirani inženir agronomije, tako da tudi nekaj teoretičnega znanja sem si pridobil tudi na sami fakulteti. Ja, jaz mislim, da zagotovo so prej zadruge, ki so danes, lahko rečemo, neke klasične zadruge, imele bistveno večji vpliv oziroma večjo vlogo v samem kmetijstvu, ko jo imajo danes. Tako da to je ena taka mala priložnost oziroma ena manjša zadruga, kot je zadruga Dobrina. Je pa spet, se mi zdi, nas povezuje te ekološke kmete, se trudijo za nas, mi pa se trudimo pač, da bomo pridelali nekako čim bolj kvalitetne pridelke in potem bo to nekako steklo tudi obojestransko. Naša zadruga Dobrina je nastala leta 2011 v okviru projekta Evropske prestolnice kulture, kjer smo želeli doseči to, da se lahko skupno povezujejo manjši ponudniki, katere potem nekako z skupnim vstopom na trg lažje dosežejo končne kupce. Tu mislimo predvsem javne ustanove, kjer so predvsem male kmetije imele premale količine ali zelenjave, ali sadja, ali določenega produkta, za katerimi bili zanimivi za trg, in nekako potem ravno z povezovanjem, z lahko rečemo širjenjem ponudbe in povečevanjem zalog smo nekako dosegli ta prelom, da smo lahko vstopili v javne ustanove in nekako in kontinuirano dobavljali živila v njihove obrate. Se pravi, da nismo imeli težav s tem, da bi surovine zmanjkovalo, tako da nekako to je glih tisti glavna dodana vrednost ustanovitve naše zadruge. Drugače pa še v naši zadrugi se ukvarjamo z trženjem tudi maloprodaje, se pravi, smo vzpostavili lokalno trgovino v Mariboru, kjer tudi ti naši člani zadruge, se pravi, lahko ponujajo svoje produkte in se s tem nekako izognejo in stroška kadra, se pravi zaposlitve zaradi prodajalcev, in seveda na eni strani imamo tudi možnost tega, da lahko več izdelkov dobijo kupci na enem mestu, kar pomeni, da je trgovina zaradi tega in bolj zanimiva. Nekako lahko rečemo, to članstvo je bilo v začetku zelo slabo, predvsem zaradi zgodovine zadružništva. Takrat je bilo ustanoviteljev samo 8, sedaj lahko rečemo po 9 letih delovanja pa imamo že preko 120 članov, od tega je ekoloških kmetij 40. Ampak nekako smo z delom, z vključevanjem kmetij pokazali, da je naša zadruga nekoliko drugačna, da se želimo drugačne pristope. Zaradi tega smo tudi pridobili status socialnega podjetja in smo nepridobitna zadruga za tega vidika, se pravi za izplačevanja dobička. Tako da ves dobiček, kateri nastane, ostane v sami zadrugi, nekako je namenjen razvoju zadruge. Tako da glih za temi zadevami lahko rečemo, smo pridobili to zaupanje med samimi našimi člani. Vsak ponudnik, kateri z našo zadrugo sodeluje, mora biti član zadruge Dobrina, to pa predvsem zaradi tega nekako, da so na tekočem, kaj se v zadrugi dogaja, se pravi, da bolj čutijo to svojo trgovino kot svojo. Zdaj v zadrugi Dobrina imamo kot koncept prodaje izdelan tudi spletno nakupovanje, se pravi, to je bilo eno izmed prvih spletnih trgovin z živile, lokalnimi živili v Sloveniji, mislim da, kjer tudi leta dostavljamo preko pošte oziroma jih osebno dostavljamo po Mariboru in Lenartu. Ponujemo pa tudi tedenske zabojčke, se pravi, to je predvsem za mestjane mesta Maribor in lenarškega konca, kjer pa zabojčke posreda dostavljamo na dom. V samih zabojčkih pa ponujemo produkte, se pravi, vseh kmetij, predvsem zelenjadarskih, in moram reči, da je prednost te naše zadruge in naših zabojčkov v tem, da nekako, ker imamo velik nabor kmetij, se nam ne more zgoditi, da bi zmanjkalo določenih izdelkov, saj če pri nekateri kmetiji, katera od zelenjadnic recimo ne uspe, imamo potem že drugo kmetijo, kjer lahko le to nabavimo.
Nekako tudi v naši zadrugi vsem ekološkim kmetom pri pridelavi zelenjave ponujamo odkup, tako da imajo vse izdelke, lahko rečemo, da vnaprej prodane. Zdaj v naši trgovini je skupno okrog 1000 izdelkov tekom celotne sezone, od tega pa je ekoloških okrog 40 do 50%, tako da mislim, da je že nabor kar velik. Velika problematika pri vsem tem je ravno zakonodaja pri samih kmetijah. Veliko kmetij določene stvari tudi prideluje, predeluje, ampak ravno zaradi zakonodaje in njihove male velikosti, se pravi, da so kmetije zelo majhne, je težava v tem, da potem se ne odločajo, da bi recimo registrirali oziroma doregistrirali svoj obrat. Ker so vsi naši ponudniki, tudi člani zadruge Dobrina, imamo z njimi sestanke, na katerih nekako skupno dorekamo odkupne cene pri zelenjavi in sadju, kar pomeni, da kmet dobi pravično odkupno ceno za svoj produkt, na drugi strani pa nekako smo do vseh ponudnikov enakovredni, se pravi, da vsak, ki pridela, nekako ve že vnaprej, koliko bo za to plačan. Tudi same surovine ne targetiramo po kakovostnih razredih, tako da bi lahko komorkoli ceno zbijali. V naši zadrugi imamo tudi poskrbljeno za logistiko, predvsem iz tega vidika, da naši člani nimajo težav z dostavnimi potmi, se pravi, da naši kmetje izključno pridelajo izdelke, jih na domu pripravijo ustrezno in potem mi le te prevzamemo in dostavimo ali končnemu kupcu ali prepeljemo v našo hladilnico. Lahko rečemo, edina slabost, katera jaz mislim, da je za same člane, je ta, da nimamo urejenih skupnih hladilniških površin, se pravi, da kmetje sami v večini skladiščijo svoje izdelke na svojem domu, tako da hodimo potem tedensko, včasih tudi dvakrat tedensko do samih kmetij, kjer te izdelke prevzamemo. Je pa to na eni strani dobra stvar za zadrugo, ker nima težav z odpadom, z kalom in tako naprej. Naša zadruga je v samem začetku bila ustanovljena za pridelovalce z zelo malega območja, se pravi z ene občine v Jurovskem Dolu. Ko smo nekako želeli vzpostavljati to mrežo prodaje, smo videli, da smo območje dobesedno veliko premajhno izbrali, da smo sedaj šli skoraj da že na vso Slovenijo, čeprav zelenjadari so še vedno z naših koncev, se pravi Slovenske Gorice in okolica Maribora. Imamo pa tudi, se pravi, dobavitelje z primorskega konca, recimo z kakimi kakiji, potem tudi kakva oljčna olja in tako naprej, ampak še vedno pa želimo bolj kot ne pomagati našim malim kmetom z teh naših območij, kjer je tudi pridelava nekoliko težja. Tu naš del imajo kmetje kar težave z tem hripovitim delom, tako da predvsem zaradi tega pomagamo njim. Kmetijska zadruga Rače smo pozicionirani v Natlavskem polju in združujemo kmete iz Obronko-Dravskega polja in pa Pohorja. Poleg ostalih dejavnosti opravljamo tudi dejavnost klavništva, mesne predelave in prodaje mesa. Poleg konvencionalnega klanja in to trženja mesa smo od leta 2005 registrirani tudi za storitev ekološkega zakola. Lahko se danes pohvalimo, da se je ta zakol od leta 2005 pa do danes iz 1% glede na celokupni zakol povečal pri govedu na 8,5%, pri jagnetih zakoljemo 12% ekoloških jagnet, pri prašičih pa je v bistvu pomanjkanje in jih zakoljemo nekje 0,5%. Kmetijska zadruga Rače poleg storitvenega zakola in zakola za lastne potrebe opravljamo tudi nadaljnjo predelavo ekološkega mesa z razsekom in nato proizvodnjo mesnih izdelkov. Naša dejavnost se vrši za lastne potrebe, za sosedne zadruge, kjer potem meso preko blagovne ekološke znamke pride tudi na trg in pa opravljamo storitve za registrirane dejavnosti na kmetijah in pa za turistične kmetije. Kar se tiče odkupa ekološkega mesa, torej se povpraševanje, kot sem že omenila, v zadnjih letih povečuje. Ponudbo imamo, ekološkega mesa govejega je dovolj, odkupna cena pa se v bistvu od teh začetnih 5%, koliko smo imeli razlike, je sedaj povečala na 10% ali celo več, glede na kvaliteto mesa in pa na starostno strukturo. Odkupujemo ekološko govedino in pa ekološko teletino. Živina, ki jo dobimo iz tega področja, gre za širše področje,
ki zajema tudi sosednje zadruge, je zelo visoke kvalitete in ekološko meso se v bistvu po strukturi in kvaliteti razlikuje od ostalega mesa. Smo zadruga, ki tržimo izključno meso živali, ki so vzrejene v Sloveniji, kar velja seveda tudi za ekološko meso. Prodajna cena ekološkega mesa na trgu dosega v primerjavi z konvencionalnim razliko nekje od 10 do 20%, glede na to, za katere kose ekološkega mesa gre. Kmetijska zadruga Rače prodamo 1/3 ekološkega mesa preko lastne maloprodajne mreže, 2/3 mesa pa konča v javnih zavodih. Kar nas izjemno veseli, ker javni zavodi se čedalje bolj odločajo za naročanje ekološkega mesa, to pa zaradi tega, ker so po uredbi o zelenem javnem naročanju dejansko dolžni, da upoštevajo pravila te uredbe in mora biti sedaj 15% nakupljenih živil v javnih zavodih prav iz te sheme. Nas zelo veseli, da uspemo javne zavode prepričati o tem, o prednostih tako slovenskega in na drugi strani ekološkega mesa in da nam kljub vsej problematiki višine cen priznajo nekoliko višjo ceno. Seveda pa mi ne moramo vseh kosov mesa potem prodati kot ekološkega. In da dosežemo primerno razliko v ceni, smo se potem odločili, da razvijamo tudi mesne izdelke. Zdaj pri tem imamo malo problem, ker ne dobimo dovolj ekološke svinjine in bazira naš razvoj izdelkov na ekološki govedini. To pa pomeni, da vsi naši izdelki so dejansko razviti na sestavnicah ekološke govedine in smo tako razvili ekološko govejo hrenovko, ki je iz 100% govejega mesa, kot alternativa svinjini pa smo uporabili biosončnično olje. Potem pa seveda številne variacije, ki izhajajo iz mletega mesa, od ekoloških čevapčičev do različnih pleskalic, torej mletega mesa. Treba pa poudariti, da gre za artikle, ki ne vsebujejo nikakršnih dodatkov, jih lahko delamo ciljano po naročilu in ravno posledično, ker ne moramo dodajati ničesar, imajo zelo kratek rok trajanja in pravzaprav niso najbolj primerni, da bi končali v kakšnih trgovskih verigah. Zdaj se nahajamo v naši sirarni. Danes smo izdelali sveži sir, ki ga pripravljamo v take majhne hlebčke, ki so že pripravljeni direktno za pakiranje. Naredili smo tudi tole sladko skuto, ki je narejena s pomočjo segrevanja in alkoholnega kisa. In bomo zdaj, ko se bo odcedila, bi jo potem še spasirali in napolnili v kozarčke. Na naši kmetiji sicer predelujemo samo naše lastno mleko, ki ga priredimo na naši kmetiji. Imamo tam okrog 20 molznic in pa podmladek. In pa naša posebnost je to, da imamo ekološko in pa tudi seneno mleko, se pravi ne uporabljamo nobene silaže. Ga pa na mesec pridelamo in tudi veliko večino predelamo oziroma direktno prodamo tam okrog 7 do 8 tisoč litrov. Naše krave so vsako leto od aprila nekje do oktobra na paši, ker imamo zelo dober predpogoj za to, namreč imamo zelo dobro zložene parcele, imamo kmetijo skoraj v enem kosu in imamo res zelo dobre pogoje za pašo. Po zimi pa so krave v hlevu, ki je tudi seveda izgrajen po normativih oziroma izgrajen v več kot, se pravi je večji kot pa so normativi, ker res želimo, da se krave udobno počutijo. V naši ponudbi imamo generalno 5 različnih tipov izdelkov, to so sveži siri, vzrejeni siri, 3 vrste skute, jogurt in pa maslo. Vzrejeni siri so vsi enakega tipa, izdelujemo pa jih z dodatki, se pravi zelišči ali pa brez. Sveži sir je enako, eden je zelišči, en je brez. Imamo fermentirano oziroma ji rečemo sveža skuta, sladko skuto, ki smo jo tudi danes izdelali s pomočjo kisa, in pa tudi jogurte, navadne in 2 okusa sadnega jogurta. Opažamo, da se zanimanje kupcev za ekološke izdelke stalno povečuje.
Je pa res, da so kupci čedalje bolj zahtevni, se pravi pričakujejo res vrhunsko kakovost. Niso zadovoljni samo s tem, da je gor napis ekološko, ampak želijo res prvovrstne izdelke in taki izdelki potem tudi sami zase delajo reklamo in jih ni noben problem prodati. Na naši kmetiji z lahkoto se prodamo, v bistvu nekaj naročil tudi zavračamo, ker imamo mleka pač toliko, kot ga imamo in ga ne dokupujemo. Kupci k vam prihajajo na dom, hkrati pa iščete tudi druge prodajne poti. Ja, mi imamo v bistvu zelo netipične prodajne poti za slovenske kmetije, namreč nikjer ne prodajamo na tržnicah ali sejmih. Zdaj smo se odločili za tako pot zaradi tega, ker časovno vsega tega ne zmoremo. Odločili smo se, da bomo del izdelkov prodali tudi v javne zavode, tukaj v bližini, nekaj šol, nekaj vrtcev. Približno 10% prodajamo v domači prodajalni, vse ostalo pa prodajamo prek trgovin in nekaj tudi gostilnam oziroma restauracijam z visokim nivojem kakovosti. Kmetijo sem prevzel leta 2011 in sicer sem jo v bistvu prevzel od starega očeta in jo takoj začel preusmerjati v predelavo našega mleka. Mi smo bili prej čisto tradicionalna, konvencionalna kmetija, imeli smo hlev s 15 privezi za krave molznice in ko sem takrat zaključil fakulteto, sem se odločil, da ostanem doma in začnem intenzivno razvijati dopolnilno dejavnost, se pravi predelavo mleka, kajti naša kmetija je bila daleč premajhna, da bi dajala en dohodek vsaj enemu družinskemu članu. Zato smo v bistvu se res v celi družini takoj začeli s tem ukvarjati. Intenzivno sem začel se tudi izobraževati z področja predelave mleka. Zgodba je v bistvu taka, da mi je potem mama kupila sirarski kotel in sem začel delati. Začeli smo res iz ničle, potem pa smo tudi kandidirali na razpisu za mlade prevzemnike in smo tudi dobili tam nekaj nepovratnih sredstev. Potem smo začeli tudi infrastrukturno prenavljati našo kmetijo. Imeli smo dotrajen hlev, tudi nismo imeli sirarne. Tako da smo najprej hlev, potem pa zdaj 2 leti nazaj pa še sirarno. V bistvu hlev smo preuredili in dogradili, sirarno smo pa zgradili čisto na novo. Kajti, ker se vsakodnevno ukvarjamo s predelavo mleka, seveda nujno rabimo prostore, ki so temu namenjeni in nam seveda omogočajo dostojno delo. Eden od vidikov, ki smo ga, oziroma ena dodatna zadeva, ki smo jo na kmetiji tudi spremenili, je bila uvedba paše. Naša kmetija se nahaja v središču vasi, zaradi tega ne moremo krav neposredno iz hleva spuščati na pašo. In ko sem malo brskal tudi po spletu, se oziral okrog in tako naprej, kako je sploh možno te zadeve na čim cenejši način urediti, sem prišel do tega, da obstajajo celo prevozna molzišča. In ker največji problem je molža, ni problem prenočevanje krav na paši, problem je samo molža. In za ta namen sem v bistvu tudi se odločil, da bom izdelal prevozno molzišče, kar mi je tudi s pomočjo prijateljev uspelo. In tudi ta projekt mi je pomagal, da sem leta 2016 dobil naziv Inovativni mladi kmet, ki ga podeljujeta Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije in Zveza slovenske podeželske mladine. Tako da res se mi zdi, da naša kmetija je res na eni pravi poti, res tudi kot družina držimo skupaj in ne dela vsak v svojo smer, ampak gremo vsi v isto smer in tako se da tudi zelo veliko narediti. Tudi starši mi res pomagajo, moram reči, da brez brezpogojne pomoči staršev seveda do take zgodbe ne bi mogli peljati. Seveda naziv Inovativni mladi kmet mi tudi zelo veliko pomaga pri promociji. Takrat, ko sem prijel ta naziv, seveda smo bili še toliko bolj zanimivi za medije in so nas tudi kupci seveda toliko bolj opazili. Seveda pa vse take stvari poskušamo čim bolje izkoristiti. Kaj je pretehtalo, da ste se preusmerili v ekološko kmetijo? Zelo veliko smo razmišljali, ali se preusmeriti v ekološko kmetijo ali ne. Namreč naša cela kmetija leži na območjih z omejitvenimi dejavniki in naš teren ni primeren za intenzivno pridelavo. Imamo več kot 2/3 stalnega travinja, ostalo so njive in v bistvu imamo zelo dobre pogoje za ekološko rejo. Tudi konkretno v govedoreji je tudi gnojenje olajšano, ker imamo svoje živinska gnojila. Tako da smo pa iskali tudi, jaz vedno iščem možnosti, kako na trgu
izstopati. Se pravi, če vemo, da v Sloveniji več kot 80% ekološke hrane uvozimo, to pomeni, da je to za naše domače pridelovalce en velik plus, ko vstopamo na trg. Se pravi, trg je veliko lažje dobiti, kot pa če si konvencionalni, kjer je bistveno več tudi konkurence in izbire. Tako da to je bil en v bistvu zelo močen faktor, saj če bi se samo preusmerili v ekološko in mleko še vedno oddajali po konvencionalni ceni, to v bistvu bi pomenilo, da bi bankrotirali, ker so tukaj višji stroški, prireja je manjša. In pa na našem območju prej ni bilo nobenega odkupa ekološkega mleka, tako da je bila v bistvu zgodba zamišljena in tudi izpeljana kot celota. Se pravi, pridelava ekološkega mleka, ki smo ga sedaj tudi nadgradili 2 leti nazaj v seneno ekološko mleko, se pravi brez uporabe silaže, in pa seveda predelava mleka doma oziroma neposredna prodaja ter dodajanje vrednosti našemu mleku in prodaja kupcem. Obdelujemo približno 25 hektarov zemljišč. To je v bistvu vse zelo tukaj blizu kmetije, najbolj oddajena parcela je stran 1 kilometer, tako da je tu tudi en zelo pomemben vidik. Imamo manj stroškov, imamo manj dela, pa tudi seveda manjši okoljski odtis, ker imamo zelo malo transporta. Še ena zahtevnejša zadeva kot pri konvencionalnem pa je seveda tudi izpolnjevanje predpisov in sprejemanje seveda kontrolorjev na kmetiji, ki nam vzamejo vsako leto kar nekaj dni. Pač to pride zraven, ampak je seveda to zelo velika razlika v primerjavi s konvencionalnimi kmetijami. Konkretno na naši kmetiji imamo popolnoma vsako leto redno kontrolo in še nadkontrolo oziroma dodatno kontrolo za ekološko. Tako da ja, to je en vidik, ki je precej po eni strani moteč, saj nam namesto tega, da bi lahko se posvečali kmetijskemu delu, se moramo posvečati tako papirjem kot kontrolam. In tukaj bi rad izpostavil še en vidik. Čas bi bil, da ministrstvo vzpostavi enotne evidence za popolnoma vse ukrepe, ki jih izvajamo kmetje, konvencionalne, ekološke, kmetijsko-okoljski program in tako naprej, da bodo imeli kontrolori dostop do tega in se ne bodo rabili podvajati, oziroma konkretno tudi kmetje moramo določene podatke 2-kratno vnašati. Trud pa je na koncu poplačan z višjimi prodajnimi cenami. Seveda je pa tukaj govorimo o vidiku kakovosti hrane. Vemo, da je ekološka hrana kakovostnejša kot intenzivno pridelana in zaradi tega seveda tudi ima večjo ceno. Je pa seveda treba tudi to potrošniku znati predstaviti. Namreč, če potrošnik ne ve razlik, kaj je ekološko in kaj je konvencionalno, se bo seveda lahko odločil na podlagi cene in če se bo odločil na podlagi cene, se bo odločil za konvencionalno. Vendar se tudi to v zadnjem času spreminja. Zadnja leta smo sicer na področju ekološkega kmetijstva precej zamudili, ker je bilo zelo malo promocije oziroma je ni bilo. Upam, da bo v prihodnje res to drugače, ker če potrošnik loči, potem bo izbral pravilno, če pa seveda tega ne loči, potem se ne mora odločiti za ekološko. Zveza društev ekoloških kmetov Slovenije je bila ustanovljena v septembru 2017 z namenom povezovanja ekoloških kmetov, sodelovanja pri dajanju podbud in na zakonske podlage na ministrstvu in pa seveda povečanje samooskrbe z ekološko hrano v Sloveniji. Zveza združuje trenutno okrog 480 članov, kar je bistveno premalo za nek napredek sodelovanja. Vemo, da je v Sloveniji okrog 3700 in še nekaj ekoloških kmetij in želeli bi, da se ekološki kmetje bolj vključujejo v lokalna združenja in s tem pomagajo pri nadaljnjem razvoju ekološkega kmetijstva v Sloveniji, ki nažalost delno stagnira. Povsod po Evropi se ekološko kmetijstvo razvija, v Sloveniji žal temu ni tako. V zvezi se trudimo, da s pobudami, ki jih dajemo, dosežemo boljši razvoj ekološkega kmetijstva v Sloveniji, predvsem v času, ko so podnebne spremembe zelo očitne in ekološko kmetijstvo je tisto,
ki je najbolj učinkovito pri boju s temi podnebnimi spremembami. Vemo, da ekološko kmetijstvo proizvaja okrog 40% manj toplogrednih plinov in vidimo tukaj eno možnost, ki je dana v tem trenutku, da se čim več ekoloških kmetij vključi v ta sistem in potem pomagamo tudi pri hitrejšem zaviranju toplogrednih in pa podnebnih sprememb. Prihajam iz ekološke kmetije iz Jarenine, Janez Torinek, in torej tukaj v Mariboru na ekološki tržnici smo že 21. leto. 20 let smo bili na glavnem trgu, zdaj, ki ga obnavljajo, smo se pa preselili sem na Vodnikov trg, na to ploščad. In seveda že v času osamosvajanja Slovenije smo ugotovili, da družinske kmetije bi morale imeti bodočnost. Torej takrat v času ministra Ostrca, on je to zelo poudarjal, in smo videli, ker imamo malo kmetijo, in smo rekli, drugega izhodišča ni, kot da se lotimo 3 P-jev, torej pridelave, predelave in pa prodaje. Seveda nam je pa ekologija bila že takrat blizu in potem smo imeli to srečo tukaj, da je dr. Bavčeva nas navdušila za ekološko kontrolo že leta 1998 in tako zdaj vsa leta ekološko kmetujemo, torej nekaj predelamo in pa tukaj prodajamo, direktno tržimo. Seveda, trendi v prodaji so se med tem spremenili, ko smo mi začenjali, pravzaprav še v trgovinah ni bilo ekoloških živil in prvi stik z torej osveščenimi kupci je bil pač na tržnicah. Medtem seveda se je dosti spremenilo, trgovine so veliko teh izdelkov nabavile, torej tudi v tujini, ker jih je v Sloveniji premalo, tako da zdaj mlajši, v glavnem pa tisti zaposleni, kupujejo v velikih centrih. Torej oni drugi, ki pa hočejo lokalno in pa direktno od kmeta, pa še pridejo na tržnico in tu se malo pogovorimo, nekateri so že postali celo naši prijatelji. Torej in vredno se je za tiste truditi, ki cenijo naše delo. Doma ne prodajamo več, smo pa, dokler nismo na tržnico hodili, smo pa doma vsako soboto prodajali, to je bilo takrat, ko še ni bilo tržnice, ne? In smo rekli tako, kmetija je odprta od sončnega vzhoda do sončnega zahoda. Takrat je bilo tako. Dobar dan, jaz sem Zinka Mec, prihajam iz ekološke kmetije Zupanič in Mec. Mi smo drugače doma v Pesnici, to je okolica Maribor. Ukvarjamo se z ekološko živinorejo, prodajamo tudi na ekološki tržnici, potem pa imamo različne dodatne stvari, ko so na primer sadja, njive, ampak naš glavni vir dohodka na tržnici je živinoreja in pravzaprav drobnica, pasma ali pa koze so to. In imamo te naše koze v glavnem mlečne in naredimo iz teh koz ali pa iz tega mleka sire, jogurte, skuto, mleko svežo tudi prodamo. In moram reči, sem zelo zadovoljna, sicer je to sezonsko, v času, ko so pa koze breje, imamo tudi kravje mleko, isto paleto, sir, mleko in tako naprej. In v glavnem je to naš vir. Že več kot 20 let smo tudi na ekološki tržnici in moram reči, sem zelo zadovoljna. To je naš vir dohodka, vsako leto, eno leto mogoče slabše, eno leto je boljše, ampak v glavnem 20 let že preživimo na ta način. Všeč mi je, naprimer, da imaš stik z svojimi strankami, da pridejo ti stranke tudi pogledati, to mi je zelo všeč, da preverijo, da jim je mar,
kaj jejo, kaj delajo, odkot pride. Tako da absolutno jaz se strinjam z domačo predelavo, zakaj bi človek mogel iti izven, če imamo zemljo, našo rodovitno, lepo slovensko zemljo, na kateri v glavnem lahko predelamo od zelenjave, sadje, živino, vse lahko predelamo tu in zakaj naj bi to izkoristili. Mi smo se pač nekaj časa odločevali, če bi šli v ekološko predelavo ali ne, prek kolegov znancev, ki so s tem ukvarjali že predhodno pred nami, ne, in smo se pol odločili, ker pač imamo manjšo kmetijo, manj površin, ne, in smo pač hoteli se preusmeriti za to, da bi na manjših površinah lahko predelali več zdrave hrane, kar tudi je zahtevno in ni zahtevno, več je pač ročnega dela, v glavnem smo zadovoljni s tem zdaj v vsakem primeru, da se da pridelati marsikaj, tudi na enostaven način, pač nekaj si zastroji, pomagamo pa to. In tudi stranke so se na to zdaj zelo privadile, spoštujejo to zelenjavo našo, ne, in kar tudi vidimo zdaj v sami prodaji, v javne ustanove, kot so vrtci in šole, so zelo zadovoljni in kuharice, in učenci, in vsi, ne. Tako da smo tudi mi sami zadovoljni s prodajo. 4 hektarje imamo površin za zelenjavo. Potem pa še imamo tudi travnike, tudi neke druge njive, ki poljščine tudi predelujemo, ker imamo tudi govejo živino, ne, krave dojilje, na paši čez celo leto seveda, ne, pa tudi nekaj prašičev. Jaz plačam se za to, ker vemo, kako pridelamo, da je zemlja čista, brez pesticidov, raznih škropiv, in zemljo smo s tem tudi obogatili, ker vse ostaja v zemlji in se zemlja sama izboljšuje. To smo ugotovili po 5 letih, ker to ni tako hitro preobrat, ne. Zemlja rabi svoj čas, da dozori v tem razvoju. Ampak to se nam v vsakem primeru obrestuje pri sami končni prodaji. Posebnost miroljubnega kmetijstva so sledeče. Kmetujemo brez živalskih izločkov. Jaz sem se tudi odločil tekom več kot 20 let ekološkega kmetovanja, da bom kmetoval primarno samo za trajnimi rastlinami, tako imenovane trajnice, kot je na primer tu na mizi vidite lešnikova omaka, orehova omaka, čemaž, pa potem na primer zelišča, kot so rman, šipek, hmev je tudi trajnica. Hmev je prinesla, na primer, predvidevam, da je ptica prinesla, jaz ga nisem sadil. Šipek smo pa kupili, tako da imamo en lep breg, približno 80 arov za temi trajnicami. Pa bistvo miroljubnega kmetijstva je to, da ničesar, da tudi kateri se še ukvarjajo z poljedelstvom, da zemlja 1 leto počiva, 2 leti pa rodi, če gledamo kot poljedelstvo. Ampak jaz poljedelstvo opuščam, v glavnem s trajnicam kmetujem. Teh kmetij je na žalost zelo malo, po moji evidenci jih je približno 5-6. Ampak tekom spremembe miselnosti, tu je tudi šolstvo lahko kaj da, ni potrebno, da so to fakultete za kmetijstvo, so lahko kakršnekoli druge fakultete, tudi lahko v tej smeri naredijo kakšen korak, če hočejo. Po 25 letih razvoja ekološkega kmetijstva v Sloveniji je tudi pri nas vse več znanj in izkušenj, tako pri kmetih, ekoloških pridelovalcih in predelovalcih, kot tudi na različnih inštitucijah, ker potekajo številne raziskave za potrebe ekološkega kmetijstva. Ena takih inštitucij je tudi Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, ker poteka že 15 let visokošolski strokovni študijski program ekološko kmetijstvo, ki ponuja tudi nove usmeritve za razvoj kmetijstva v prihodnje.